Si predstavljate, da skočite na takšno skalo ali pa se zapeljete v takšen hrib? Takšne čudežne poteze uspevajo temu fantu. Zapomnite si njegovo ime, Lovro Setnikar, in pri 12 letih je mojster vožnje s trial motorjem. Gremo lepo po vrsti. Tako je izgledala ena njegovih prvih voženj in predstavitev njegovega talenta. Sem Lovro Setnikar, vozim trial motor in začel sem ga voziti pri 3 letih. Ko odrastem bi rad bil kot Toni Bovk. Vožnja motorja mu ni le v zabavo, zanj je trial strast, ki ji posveča vsako prosto minuto. Zelo mi je dobro, ker tle imaš res, moraš imeti veliko ravnotežja, pa boljše mi je, da gre pač, da se premikaš bolj počas, pa pač, ko priješ do skale, skočiš gor zelo na hiter, a ne. Stene njegove sobe niso puste, ampak obogatene in prelepljene s plakati njegovih vzornikov. Kamorkoli se obrneš, pa številni plakati, medalje, priznanja. Vse to v kratki športni karieri. Skupaj jih je 56. Vem pač, da ti pokali niso nič tacga v primerjavi s tem, kar še pride naprimer na evropskih ali pa na svetovnih, ker tisti pokali mi bojo pa res še več pomenili. V Sloveniji v svoji kategoriji nima konkurence, vedno bolj pa je jasno, da bodo kmalu z njimi imeli težave starejši in izkušenejši tekmovalci. Letos se je preizkusil med evropsko konkurenco in pridobil dodatne mednarodne izkušnje. Njegov napredek je viden s treninga v trening, izpostavi njegov oče Klemen Setnikar, tudi njegov trener in največji podpornik. Je kar naporno na nek način, ja. Itak si želiš ful za njega, da mu rata, da mu uspe, da zvoz tisto, kar veš, da zna. Bom rekel, so tudi živčki, ne, tle zraven, aj motor si dobro pripravil, ali so bili treningi ta pravi. In ko pa prideš na tekmo, gledaš, kaj bo, kaj ne bo in pač mu želiš vse najboljše, kot vsak starš. Klemen, sam motokrosist, voznik endura in triala, skrbi, da Lovro trenira na terenih, ki mu vsakokrat predstavljajo izziv. V glavi si zadava, da zmorem iti k pač, če grem res na kakšno večjo skalo, prosim ati ali pa koga, da me merka. Pol pa pač mi je nekajkrat rad, pa grem še sam provat. Ni mu vedno lahko, še manj enostavno, saj mora biti za obvladovanje motorja na naravnih in umetnih ovirah telesno vrhunsko pripravljen, psihološko pa trden kot skale, ki jih preskakuje. Naprimer, zdaj, ko smo bili v Nemčiji, bila res ena zelo velika in sem 3 dni samo v tisti skali razmišljal, kako bom prišel tja gor, pa mi je paratelj. Da ne bo pomote, Lovro je še vedno najstnik, ki redno obiskuje osnovno šolo v njegovem domačem Polhovem Gradcu. Obiskali smo ga pri pouku angleščine in iz prve roke preverili, kako usklajuje šolske in športne obveznosti. Pa občasno tudi, malo odplavam med poukom, zdaj ne vem kam, verjetno pa res med motorje. Je pa tudi tako, da jaz nisem zaznala, da bi recimo se med sošolci prav izpostavljal, jaz sem pa to, jaz sem pa bil tam, pa tam, pa tam. Vse, kar zvem v njemu, v bistvu je prek staršev, smo zelo v navezi. Ana Krompič ni samo učiteljica, ampak tudi njegova razredničarka, ki že vrsto let spremlja njegovo balansiranje šole in triala. Letom primerno se tudi marsikaj zgodi, pa se malo pogovorimo v šoli, če so kakšne take izredne situacije. Drugače pa se mi zdi, da lepo usklajuje šolsko delo, pa šport, se trudi, se pozanima, je pa pač dejstvo, da ni robot, in so tudi kakšne pozabljene naloge, pozabljene potrebščine.
Misli že zaplavajo, vendar zaradi tega njegovo znanje ne trpi. Teži, ampak vse zmerno sošolci, da mi pošiljajo in pol, da dohitevam šolsko snov. Nad njegovo skromnostjo in prijaznostjo so navdušeni tudi njegovi sošolci, za katere ni super zvezdnik triala, ampak le Lovro, sovrstnik v 7A. Je tudi navihan, ni čist priden, velikrat tudi kaj naredi, pa pol ni čist v redu. Včasih se pohvali, da je zmagal, pa smo vsi veseli, pa mu čestitamo. Dober glas o njegovih vrhunskih rezultatih se je razširil po celotni šoli in bil tako glasen, da je potrkal tudi na vrata ravnateljice. Veseli nas, da imamo na šoli tako uspešnega športnika v tem motošportu in da je lahko tudi vzor in zgled ostalim učencem. Ne samo v šoli, v vseh kotičkih Polhovega Gradca se ve, kaj uspeva nadarjenemu mladeniču, ki ga najraje na motorju spremlja njegova kosmata zverina. Če grem res na kakšne take bolj daljše tle doma, jo raje doma pustim, ker ko pridem domov še iz garaže do gor ne more po stopnicah prideti in je zelo zmatrana. Ampak ona to hoče in ja. Posod ti sledi, ja. S tabo z motorjem. Ja, skozi. Pa tudi s kolesom, če grem kdaj. Slovenija je zanj, kar se triala tiče, že premajhna. Zato hodi na trening kampe v Španijo, Francijo, Avstrijo k najboljšim trenerjem na svetu. Ker v bistvu vse te stvari od začetka pa do zdaj, ko hodimo na evropske tekme, se mi zdi, da je tako hitro prišlo. In se v bistvu včasih sploh ne zavedaš, kaj počneš, pa nazaj, ko pogledaš, vidiš, kje si bil, kaj smo že prehodili, pot rečemo, koliko enih treningov je bilo treba opraviti, koliko ljudi smo spoznali različnih, da smo sploh prišli do tle. Vse za en cilj, da bi bil najboljši med najboljšimi akrobati na 2 kolesih. Želim si da bi bil svetovni prvak v trialu, ampak vem, da je do tja še dolga pot. Kdor verjame v to, kar si želi, mu bo uspelo. Lovro verjame, trdo trenira, zato ni dvoma, da bo nekega dne z motorjem skočil tja, kamor si je zamislil.